Google ima vsakmu od nas v povprečju 3 milijone strani A4 podatkov. Kar bom zdaj rekel, seveda ni absolutno, ampak za večino podjetij, socialna omrežja pa neke metrike, ki so tam, so več ali manj sama sebi namen. Trende je treba spremljati, ugotoviti, kaj je tisto, na kar pa moraš skočiti. Ja, če imaš cilj, boš veliko lažje stvari okrog tega cilja postavil, da boš ta cilj dosegel. In oni dejansko želijo vedeti, kaj za 1000 evrov, ki so jih dali influencerju, 1000 evrov, ki so jih dali za email marketing, pa 1000 evrov, ki so dali za plačane oglase, kaj od tega na koncu dobijo. In to se pa vse da lepo zmeriti. Nekako tako je veljalo do zdaj, da kupec morate videti vsaj 7-krat, preden se bo odločil, da kupi pri tebi. Prva stvar, ki jo moramo vedeti, da je lahko naš digitalen marketing uspešen in seveda tudi vsaj srednjeročno vzdržen, je ta, kaj smo dobili za naše evre. Hej, hvala, da si z nami. Če te naše vsebine zanimajo, potem predlagam, da se čim prej naročiš na naš kanal. Gumb najdeš tukaj. Ali pa mogoče tukaj? Ali pa tukaj? No ja, gumb boš sigurno najdel sam. Nam pa vsak nov naročnik pride prav, zato da lažje ustvarjamo nove in še bolj zanimive ideje. Hvala ti. Miha, živijo, dobrodošel pri nas. Živana. Upam, da se fajn počutiš, je v redu. Odlično. Zelo silo bo, a? Kada sem vsak dan v studiu. Kad doma. Lepo. Miha, ti si strokovnjak za digitalni marketing, tako da midva bova danes malo o tem govorila. Pa za začetek, da se malo ugrejeva, ti povej, kaj si ti sploh predstavljaš pod tem pojmom digitalni marketing? Meni se zdi, da vsak misli nekaj drugega, kar reče digitalni marketing. Aha, okej. Začnemo z leksikonom, prav. Jaz bi rekel, da digitalen marketing pomeni v bistvu vse stvari, ki jih ti počneš s pomočjo interneta, da boš dosegel neke poslovne cilje, konec koncev. Zdaj, poslovni cilji, lahko je to prodaja, ni pa nujno, da je to prodaja. Ne? Zato sem pač to malo od tega ločil. Dobi pa sem čisto vse aktivnosti, od recimo objav na socialkah, Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, pa še 100 jih je. Email marketing, plačani oglasi, zdaj je to Facebook, Instagram, Google, TikTok, konec koncev ali pa karkoli. Potem imamo v bistvu, že sama spletna stran spada pod digitalen marketing. Ne? Čeprav jo mogoče ne bi dala večina tja, ampak to je neka prezenca, neka stvar, preko katere so podjetja in ostale organizacije vidne in tudi ta je zelo pomemben del digitalnega marketinga, verjetno bova do tega še prišla, ker tudi kakšna je spletna stran, kako je narejena, je zelo pomemben, če ti želiš te cilje doseči. Se pravi, imamo samo spletno stran, imamo načine, kako se spletno stranjo komuniciramo oziroma kako stranke tja pripeljemo. Imamo pa pol še veliko stvari, ki vplivajo na to, kako te stvari potekajo. Imamo resno spletno analitiko, s pomočjo katere izvemo, kaj se v našem marketingu sploh dogaja. Zdaj, če to govoriva o sami spletni strani, vidiva, kdo jo obišče, kaj gor počne. Seveda pa ni nujno, da je v centru tega zmeraj spletna stran, ker imamo pač pa tudi taka podjetja oziroma lahko tudi posameznike, ki pa v digitalnem svetu obstajajo brez spletne strani. Ne vem, ali so to taki, ki so prisotni na socialnih medijih, influencerji ali pa konec koncev tudi nekatere obstajajo primeri, ko firme prodajajo pač s pomočjo socialk. Ne vem, lahko so tudi, s pomočjo drugih spletnih strani, lahko da so prisotni na bolhje samo ta podjetja. Tako da v bistvu ta digitalen marketing je cela kolobocija raznih kanalov, ki jih pač uporabljamo za to, ali da stvari prodamo, ali da pridemo do potencialnih strank, ali da, ne vem, sami sebe promoviramo, karkoli pač želimo na internetu početi. Zelo zanimiva stvar si izpostavila. Vedno si nekako si rekel, da je treba zasledovati en cilj. Ni nujno, da je to prodaja, ampak a je bistveno, da si najprej postavimo cilj, ki ga zasledujemo, preden se lotimo katerega koli izmed kanalov digitalnega marketinga? Sigurno se moramo za nek cilj odločiti, ker če imaš cilj, boš veliko lažje stvari okrog tega cilja postavil, da boš ta cilj dosegel.
absolutno moraš biti pa tudi fleksibilen, pa se ugotoviti, kaj se potem, ko si z nekimi aktivnostmi začel, dogaja, da lahko ta cilj tudi prilagodiš. Lahko kot primer povem, stranko smo se lotili prodaje nekega spletnega tečaja, ugotovili smo, da ta tečaj sicer je ljudem zanimiv, niso bili pa pripravljeni za to nekaj plačati. Tako da na koncu smo stvar obrnili in smo ga uporabili za to, da smo lide preko tega dobivali. Se pravi, dobili smo kontakte ljudi, potencialnih strank, ki smo jim pa potem drugo stvar lahko na ta način, ker smo jih dobili v bazo, ker so nas že poznali, smo jih pač imeli njihove kontakte in smo preko tega lahko pa druge stvari prodajali. Tako da ja, cilji absolutno spremljanje ciljev, seveda je pa treba biti tudi fleksibilen in ugotoviti, kaj dela pa kaj ne dela in potem čim hitrejš smer popraviti in najdeti nekaj, kar ti bo pri tvojih ciljih pomagalo. Mislim pri ciljih, ki ti bo pri tvojem poslovnem uspehu končnem pomagalo. Kako pa se v bistvu lotiti na začetku? Govorila sva, imava cel kup enih strategij, spletna stran, socialna omrežja. Kaj bi ti svetoval ali pa kaj svetuješ svojim strankam, ki so čist na začetku, katerega orodja se lotiti najprej? A je to povezano z kakšnimi dejavniki? Katero je tisto, kar je najboljše? A je najboljš probati socialnimi omrežji? Kaj bi svetoval enemu takmu naročniku, ki se recimo pojavi, pa nima pojma? Ok, če štartava iz predpostavke, da ta naročnik že ima nek izdelek ali pa neko storitev, najprej je treba pogledati, v čem je ta izdelek drugačen od ostalih. Ker ponudbe raznih izdelkov in storitev je zdaj ogromna. Ne? Če pogledamo, katerkoli izdelek ima, ne vem, sigurno precej konkurence. Razen, če si ta genialc, da imaš pa nekaj res posebenega. In čist konkreten primer. Zdaj začenjam delati stranko, ki ima smrekovo mazilo. Teh smrekovih mazil je zelo veliko in v tem trenutku pač ugotavljamo, kaj je tisto, kar lahko povemo, da ima to smrekovo mazilo posebenega. Ugotovili smo na primer to, da ima 20% same smole noter in zelo verjetno bomo gradili na tej osnovi, ker pač je to nekaj posebenega. Ostali tega niti ne komunicirajo in zelo verjetno imajo manj. In če to povemo, to pomeni, da je zadeva zelo verjetno bolj učinkovita od konkurence in lahko to tudi izpostavimo. Se pravi, ugotoviti moramo, kaj je tisto, kar nas razlikuje od konkurence. Ko to vemo, se moramo pa lotiti komuniciranja. Ne bo tukaj predpostavka, da že imamo neko spletno stran, kjer je spletna trgovina postavljena, pa moramo pa ugotoviti, pač, kje so ti ljudje, ki jih bo ta izdelek zanimal. Ker ta glaven izziv, ki ga imamo pri delu, je ta, da za katerikoli izdelek je v nekem trenutku zelo malo ljudi zainteresiranih za nakup. Mogoče 3%, 5% od celotne populacije, da kupuje, ne vem, ali če govorijo o smrekovo mazilo, ali pa če govorijo, ne vem, o pancerjih, ta trenutek jih noben ne kupuje, ne? Ampak lahko podjetja pa nekaj že naredijo za to, da bodo jesen, ko bo sezona, zato dejansko ti pancerji lahko v promet spravlja. Ok, če gremo na ta scenarij, da hočemo takoj prodati, moramo pač ugotoviti, kje bomo te ljudi najdeli. In to je pa pol tist proces, ki običajno najdlje traja. Seveda lahko tudi prve zadanemo, da ne bo pomote, ampak najdlje traja v smislu, da se pač tega, to je treba začeti in potem nekako iskati ta prav način. Ja, seveda, imamo nekaj izhodišča, za katere približno že vem, kaj lahko deluje. Ni pa zmeraj tako, ne. Lahko imamo pač stranko, naredimo vse prav, ampak je nekaj, kar pač v tistem trenutku ne deluje in je treba pač pol stvari popravljati, spreminjati, dokler ne najdemo tistega miksa raznih kanalov in aktivnosti, ki stranki pomagajo, da seveda začne prodajati tako, kot želi. Si pa ti pristaš enega kanala ali večjih kanalov naenkrat? Spet je odvisno. Če govorimo o nekem uveljavljenem podjetju, je običajno zelo težko samo z enim kanalom. Moraš biti pač kar na večjih koncih prisoten. Kot prvo je ponovadi tako, da imajo več konkurence in če si ti sam na enem kanalu, konkurenca pa na 5, si že takoj v minusu. Če pa manjša firma, če so pri tem scenariju, da šele začenja, je pa seveda problem budžeta. Se pravi, proračuna in sredstev, ki so na voljo, in je pa veliko bolj smiselno začeti z nekim
omejenim naborom kanalov, mogoče z enim ali pa dvema, in potem od tukaj iti na širino. Ne? Tako da za tiste, ki šele začenjajo, jaz ne bi razmišljal več kot enemu, eventualno dveh, pa še to bi jih nakombiniral, da bi skupaj delovala. Ne, da se samo z enim ukvarjamo, ampak da gremo pač, ne vem, gremo v Google oglase, preko tega dobimo ljudi na spletno stran in poizkušamo zajeti njihove kontakte, da jih bomo lahko preko e-maila kontaktirali. Seveda je to čisto odvisno od primera do primera, ampak to bi bil že en primer, ki lahko dva nekako smiselno, pa tudi stroškovno ugodno kombiniramo. Pa obstajata lepo hkrati in se v bistvu dopolnjujeta v resnici, pa nimamo toliko dela. Pa dobro, dela je zmer dovolj, ampak probamo pač za čim manj sredstv, čim več narediti. To je na koncu point. Kaj pa razni trendi, ki prihajajo, ki se jim je. Na trenutke se nam zdi, da se jih moramo vsi udeležiti. Mogoče, ali je to, moraš biti na TikToku, pred časom je bilo, moraš biti na Pinterestu. Kako ti gledaš na te trende? Skočiti na vsak vlak, ne skočiti na vsak vlak? Trende je treba spremljati, pogotoviti, kaj je tisto, na kar pa moraš skočiti. Ena od stvari, ki se je v ta zadnjem letu, dveh dejansko je ratala, mogoče celo ne moreš brez nje, je video. Par let nazaj si ti lahko delal stvari na internetu, ne da bi snimal videe, ne da bi mogoče sebe osebno izpostavil, ali pa produkta, mogoče se lahko tudi konec koncev nekoga najameš, ki ti posname video za tebe, pa za tvoj izdelek, ampak danes pa to več ali manj ne gre. Kot prvo, je teh videov ogromen. Mislim, vsi smo na videu že, nekako prisotni. Ta glavna stvar je pa to, da je uporabnikom oziroma našim potrošnikom, tako kot nam je vsem, precej koncentracija padla. TikTok je pač to naredil, da je scrollanje kar ratov način konzumacije. In to ne pomeni, da pač ostali kanali ne delujejo, ampak dejansko je ratov standard, da ti v tistih 30-60 sekundah poveš strankam tisto, kar imaš za povedati. In stranke so pač na to navajene in na to tudi odreagirajo. Seveda je pa pač klele pol stvar kreativnosti, stvar tega, kako to poveš. Absolutno je pa pač to ena stvar, ki se je res fejst spremenila. Ne vem, če jaz malo na to navežem, pred milijon leti, ko sem še na faksu bil, sem razmišljal, sam še par let pa v življenju se mi treba več naučiti, ne? Itak. Motil sem se seveda zelo, pa mi je pa to všeč v bistvu, ker dejansko je delo veliko bolj zanimivo, če se stvari spreminjajo, vsaj meni, in če imaš možnost početi nekaj novega, kar pa seveda pomeni, da moraš te trende spremljati, se učiti in absolutno karkoli pride uporaben ga tudi izkoristiti. Tako kot v tem primeru, če v videu govoriva, ali pa 10-15 let nazaj, ko so prišli plačani oglasi, še majhen več, smo se pač mogli temu prilagoditi in to začeti uporabljati, ker je bila to stvar, ki je delovala in seveda še zdaj deluje. In je v bistvu spremenila način, kako funkcionira marketing na nek način. Ja, absolutno. Glede na to, kako je bilo pred 20 leti, ko sem jaz začel, ali pa 25, je zdaj seveda pač, tradicionalni mediji so tam, ampak stvar se je toliko spremenila za povprečnega marketingaša, da se bolj skoraj ne bi mogla. Verjetno, a pa se ti zdi, da v bistvu... Saj govorim o orodjih. Vse stvari, ki so v ozadju, so še zmeraj zelo podobne, orodja so pa absolutno čisto nova. Ja, neke osnove najbrž marketinga držijo, ne? Tako, ja. To, kar se te na faksu učili še, drži. Ja. Ampak orodja so se pa kar precej spremenile. Zelo. Ti si večkrat omenil, da v bistvu si zelo pristaš analitike, ne? Kaj pa recimo... Kakšne metrike, kaj je tisto, kar je pomembno spremljati? Recimo, da deva iti na socialna omrežja, ali pa
kaj bi rajši, Google Analytico mogoče. Mislim, Ena taka socialno ključna omrežje, stvar. mislim, jaz sem mnenja, da kar bom zdaj rekel, seveda ni absolutno, ampak za večino podjetij socialna omrežja pa neke metrike, ki so tam, so več ali manj sama sebi namen. Ne? Ker če imaš ti, recimo, zelo všečkan profil na Instagramu, imaš 10,000 sledilcev, ampak če teh sledilcev na koncu ne moreš, lahko imaš nek hobi projekt, kjer ljudi obveščaš o temu, koliko je koristno, oziroma na kakšen način gojiti domače rastline, pa če ti je to za hobi, super. Ja. Je seveda zelo pomembno, koliko imaš sledilcev, kako so v interakciji s tabo, koliko lajkov dobiš, ker če si dal nekaj od sebe in če nekaj nazaj od ljudi dobiš, je to super. Če pa ti podjetje, ki mora nekaj prodati, ti pa 10,000 sledilcev čisto nič ne pomeni, če jim tega ne moreš prodati. V tem primeru mogoče boljš imeti 200 sledilcev na Instagramu, od katerih ti vsake 14 dni nekaj 50 postov nekaj kup, kakor pa jih imeti 10,000, ki so pač tam. Katera pa je, kakšna taka metrika, ki bi ti rekel, da jo pa res vedno pogledaš pri svojih naročnikih? Če greva pa na spletno stran, je pa tega zelo veliko. Okay. Seveda so spet tukaj nianse, ampak prva stvar, ki jo moramo vedeti, da je lahko naš digitalen marketing uspešen in seveda tudi vsaj srednjeročno vzdržen, je ta, kaj smo dobili za naše evre. Kaj je za tisto, kar smo noter vložili, dejansko pol ven prišlo. Ne? Če mi vlagamo, pa če od tega ni prodaje, seveda nismo naredili nič. Ne? Ampak v digitalnem marketingu imamo to srečo, da lahko veliko stvari, če ne že skoraj vse, lahko tudi zmerimo. Se pravi, recimo, da imamo primer podjetja, ki je prisotno recimo, da ima pač nek profil na TikToku, ki ga ureja zunanji influencer, pol imajo svoj email marketing, pa recimo, da tudi plačujejo oglase. In oni seveda so prisotni, jih tudi Google najde, ne? Ampak recimo za tale primer, da ne plačujejo nekomu, da jim skrbi za to, da so na Google čim više uvrščen. In oni dejansko želijo vedeti, kaj za 1,000 evrov, ki so jih dali influencerju, 1,000 evrov, ki so jih dali za email marketing, pa 1,000 evrov, ki so dali za plačane oglase, kaj od tega na koncu dobijo. In to se pa vse dale pozmeri. In če mi vidimo, da v email marketing vlagamo, osebo imamo zaposleno, ki se s tem ukvarja, in ni nekega učinka, se pravi, da od tega ni nič, moramo nekaj narediti. Ali ta denar vzeti pa ga nekam drugam dati, mogoče damo na TikTok, kjer imamo nekoga, ki nam zelo, zelo pomaga pri prodaji, dajmo tja. Če plačani oglasi boš delajo, dajmo tja. Lahko pa tudi pogruntamo, kaj smo delali narobe. Ni zdaj spet enega scenarija. Ne? Pač pogledamo situacijo, email marketing nam ne dela, dajmo z tega nekaj narediti. In tukaj nam pa analitika dejansko pomaga, da vidimo, odkje so stranke prišle na našo stran, pa lahko vidimo, tisti, ki so prišli recimo od email marketinga, so se tako obnašali in toliko kupili, tisti, ki so prišli od plačanih oglasov, so to delali in na ta način lahko stvari potem prilagajamo. To je po mojem mnenju tista osnovna pa najbolj pomembna zadeva, ki jo mora vsako podjetje, ki vsaj z nekimi omembe vrednimi budžeti dela. Absolutno je pa to pomembno, tudi še bolj pomembno mogoče za manjša podjetja, ki so pa omejena in morajo pa dejansko iz vsakega evra dobiti čim več. Koliko časa pa ustrajati? Ne? Recimo, če malo ustojiva še na tem primeru, pa rečemo, email marketing nam ne dela. Ne? Ni fajn, 1 mesec, 2 meseca, 3 mesece, kdaj ukrepati? V bistvu je bolj tako, eno je stvar potrpežljivosti, v vsakem podjetju so šefi, ki se v določenih stvarih odločajo, če so šefi nepotrpežljivi, potem je to treba takoj rešiti. Realno je pa to, da tudi če se bo šlo to nekaj urejati, ne bo šlo to ta prvi teden ali pa ta prvi mesec, neko obdobje si moraš zastaviti. Zdaj smo tukaj, dajmo to v 2 mesecih poštimati, če ne poštimamo, pa gremo pa drugam. Od primera do primera se je smiselno to odločati. Tako da ni pa dejansko ni splošnega priporočila.
Ja, absolutno je pa tudi to pomembno, ne, koliko si lahko finančno privoščimo. Če imamo mi neki kanalov, ki dobro delajo, mi smo pač, recimo, da smo pogruntali, imam stranko konkretno, ki veliko prodajo s pomočjo Facebook oglasov, to, da na Google imamo majhen več prostora in tam se pa lahko smo čas vzeli, dokler nismo pogruntali, na kakšen način jim pač pomagati pri prodaji. Če bi bila pa to stranka, ki je pa odvisna od tega, da vsak mesec toliko in toliko strank dobi, je pa mogoče bolj smiselno tisti denar vzeti, pa ga dati tja, kjer že veš, da imaš dobre rezultate, pa iti razširiti nek kanal, pa računati na to, da bo tam pol v bistvu boljši izplen, kot je bil pa v tem našem primeru v email marketingu. Pa s tem ne rečem, da je email marketing slab, to pač zaradi primera. Dobro. V bistvu, kaj razmišljam? Dal si mi ful enih takih indicov, pa enih idej, pa zdaj poskušam malo sestaviti eno celo sliko. Ne? Kaj bi ti rekel, kater kanal, zdaj smo jih spet omenila veliko, ampak če imamo enega majhnega podjetnika, ki mora začeti, pa da začne z neko osnovno spletno stranjo, a bi ti, kako naj se odloči, s katerim kanalom bo sploh probal, a bo to Facebook, a bo to TikTok, a je to vprašanje publike, a je to vprašanje ciljev, a je to vprašanje osebnih preferenc, mogoče zdaj iz moje perspektive, ne? Ampak jaz recimo sem zadržana do TikToka, ne? Nisem prav ljubitelj te platforme, ampak če bi se pokazali, da recimo so pa poslušalci našega podcasta na TikToku, kaj misliš, da mora podjetnik požreti te svoje negativne poglede pa iti na omrežje, ali bolj, da v bistvu delujemo v skladu z nekimi našimi prepričanji, pa poiščemo kakšno alternativo? Mislim, absolutno je treba odvršiti vse pomisleke, ker mislim, ja, okej, ne, to je konec koncev čisto osebna stvar, ne. Če nekdo res noče, ja, lahko komot se tega ne gre, sem pač na lastno odgovornost, ne tako kot pri vseh stvarih. Za kater kanal se bo pa odločil, pa spet res odvisno od tega, za kakšen izdelek imamo. Ne? Nekatere izdelke se lahko, prej smo govorili o tem, da niso vsi ljudje v nekem nakupenemu momentu, v vsakem trenutku, ampak lahko, mislim, tle imamo v bistvu pomoč, ker nam jo pa te tehnološki velikani nam pač zelo, zelo pomagajo. Ne? Google ima vsakmu od nas v povprečju 3 milijone strani A4 podatkov. Kar pomeni, da v nas vejo več, kot vemo sami, več kot vejo naši partnerji, nihče ne ve, toliko nas, kot oni vejo. In točno tudi vejo, kateri so tisti izdelki, ki jih ta trenutek kupujemo. Seveda, pač, ker iščemo, podobno tudi Meta oziroma Facebook oziroma Instagram to ve, pa tudi ostali imajo zelo dobro vedenje o tem, kaj ta trenutek pač počnemo. In nam oglaševalcem pa to pomaga, ker njihovi algoritmi v ozadju naše oglase servirajo tistim ljudem, ki pa so v nakupnem postopku ta trenutek. Se pravi, če mi konkretno ta trenutek iščemo dopust in če gremo oglaševati na Google, na Googlove plačane oglase ali pa na Facebookove plačane oglase, je velika verjetnost, da bodo oni servirali ta oglas nekomu, ki išče dopust v tem trenutku. Kar nam v bistvu zelo, zelo pomaga in je povečalo verjetnost, da bomo prodali, ker pa če oni tega pač ne bi počeli. Ja, z vidika zaščite podatkov to seveda ni v redu, ne? In vsi bi radi živeli v svetu, kjer tega recimo ni, ne? Ker nas tehnološke firme ne spremljajo, ampak ker živimo v svetu, kjer pa nas spremljajo in ker se temu težko izognemo, ja, pač je pa najbolj, da to kot podjetniki to izkoristimo. In te kanale pač uporabljamo. Zdaj, če grejo konkretno na to, kje pa začeti, bi jaz nekako razmišljal o tem, odvisno seveda tudi od izdelka, da gremo najprej na Google plačane oglase oziroma Facebook plačane oglase. Seveda, absolutno, dajmo najprej izkoristiti brezplačne kanale.
postavimo si Facebook, Instagram, pa mogoče tudi TikTok profil zate, vemo, da si ga ne boš. Pa veš, mogoče te presenetim. Če je podjetnik oziroma nekdo, ki želi to početi, vsaj malo pripravljen nastopati pred kamero, če je malenkostno tehnološko fleksibilen, bo lahko zelo velik sam naredil. Seveda je problem ta, da nimamo časa, da je pač to, da se nečesa naučiš, ti vzame nek napor in, kot sem rekel, čas. Ampak, če si v situaciji, da moraš začeti in da moraš nekako priti do strank, je mogoče to najboljši način, da na ta način začneš. Je pa v bistvu čas neka dobrina, ki jo žrtvujemo namesto budžeta? Če ga ni. Mislim, v idealnem svetu je tako, da si enkrat toliko uspešen, da če gremo malo filozofirati, je čas siguren tista zadeva, ki je iz leta v leto pri nas več vredna. In takoj, ko imaš možnost ljudi plačati za to, da si nek čas sprostiš, je to veliko več vreden, kakor pa to, da vsako sekundo za delo izkoristiš. Ampak, ko si pa na začetku svoje poti, pa ko imaš res omejene proračune, pa ponavadi ne gre drugače. Se pravi, se potrudiš, se lotiš sam, tiste stvari, za katere veš, da ne bo šlo sam, nekoga najameš, ki ti bo pomagal, in se lotiš. Preprosto zaradi tega, ker boš, razen tega, da boš nekaj privarčeval oziroma ti bojo sredstva za druge namene ostala, se boš naučil in boš lahko potem, ko boš pa nekoga najel, mu vse te stvari predal in boš vedel, kako stvari potekajo. In boš v bistvu tudi lažje skomuniciral, zdelegiral potem stvari naprej najbrž, če boš imel vsaj malo občutka, kaj se tam dogaja. Ja, če si sam upravljal svoj Instagram profil 2 leti, ko boš nekoga imel, ki bo to namesto tebe počel, boš točno vedel, kaj je možno, kaj ni možno in boš najdel lahko samo človeka. Mislim, boš veliko lažje najdel nekoga, ki ti bo stvar na višji nivo pripeljal, kot pa nekoga, ki bo tam ostal, kot ti. Ker pač to na koncu hočeš. Se pravi, moje razmišljanje bi bilo v tem primeru tako, da najdeš nekaj, kar lahko narediš sam, pa seveda s čim nižjimi stroški. Druge pa pač korake pa ta, da najdeš nekoga, ki ti bo pomagal pri izbiri ta pravega kanala zate in seveda pač tudi neke prve kampanje postavil toliko, da se to začne dogajati. Večkrat si tudi omenil eno tako frazo nakupni proces. Daj nam malo razloži. Kaj je to sploh? Kako to izgleda? Kako ga postavimo? In kakšne veze ima z digitalnim marketingom? V bistvu gre predvsem za to, da kupci vse smo vsi v vlogi kupcev, običajno. Se ne odločimo za večino nakupov kar tako v tisti sekundi, ko ponudba pride pred nas. Ampak običajno zbiramo podatke na začetku, potem malo pogledamo, kakšne so cene, kdo nam to lahko proda in šele čez nekaj časa se odločimo za to, da bomo pa stvar dejansko kupili. Vsak je že kupoval avto, naprimer, in to ni stvar, ki se v večini primerov odločaš z ponedeljka na torek, ampak se odločaš iz ponedeljka danes do ponedeljka čez 3-4 mesece. In v tem času boš pa vse te stvari počel. In v borbi za tvoje evre bojo zmagala pa tista podjetja, ki te bojo čim prej dobila do tega, da boš tudi pri njih vsaj začel zbirati informacije. Se pravi, da boš o njih vsaj razmišljal. Se pravi, če ti razmišljaš o nakupu avtomobila in če boš ti dobil vsaj oglas, ki je zate zanimiv za, ne vem, Hyundaija, boš v Hyundaiu mogoče vsaj razmišljal. Če te pa podjetje v tej fazi ne bo dobilo, pa če v Hyundaiu prej nisi razmišljal, pa tudi zdaj ne boš. To se pravi, moramo najprej nekje biti, zato da smo sploh vidni kot podjetje, da naši potencialni kupci srečajo. Ja, nekako tako je veljalo do zdaj, da kupec mora te videti vsaj 7-krat, preden se bo odločil, da kupi pri tebi. Ampak zelo verjetno je ta številka zdaj že bistveno večja, zaradi tega, ker smo s toliko informacijami bombardirani tekom dneva.
Ali na telefonu, na televiziji, ko se vozimo, so obcestni plakati. Ko prideš v trgovino, je cel kup blagovnih znamk, nekatere imajo še izpostavljeno. Se pravi, teh držav je toliko, da teh 7 kontaktov je že kar precej 2010 ali pa 1995 stvar. Ja, verjetno to že precej. Zdaj malo razmišljam, kaj scrollam po mojem Instagramu, me non-stop zasleduje neko podjetje, ki prodajajo neke otroške igrače. In sem si prav rekla, ugotavljam sama pri sebi, da v bistvu od totalnega nezanimanja do tega, da me že počasi prepričajo, da kliknem na njihovo spletno stran. A je to v bistvu nek tak nakupni proces. Ne? Oni so se v bistvu tokrat ponovili v mojem feedu, da sem si na neki točki rekla, ok, zdaj me pa že res zanima. Ja, pa itak se da vse spremljati. Ne? Mogoče si ti kdaj na kakšen njihov oglas že kliknila, mogoče si ga pogledala v celoti in to se v ozadju vse mer. In ker se mer, imajo oni ne Ane v ozadju, ampak imajo pač vedenje, da si ti to naredila in te lahko potem tudi naslednje oglase servirajo, tako da te v pol leta so te končno očitno prepričali. Ja, tako nekako, ja. Ampak je pa res zanimivo, ne, to po mojem vsi opazimo, da pač ko scrollamo na nekih socialnih omrežjih, pa kliknemo na eno stvar, ne, pa recimo, da so to otroške igrače, bomo naslednjič, ko bomo odprli Instagram, bombardirani z ponudniki otroških igrač. Ne. Tukaj nam pa v bistvu te tehnološki velikani po eni strani podjetnikom pa mečejo polena pod noge. Ne. Po eni strani servirajo potencialnim kandidatom, ne, po drugi strani ti pa v bistvu servirajo tudi veliko konkurence. Mislim, ja, sej, brezpogojno lojalni so samo psi več. Ker na koncu pomeni to, da oni bojo, pa seveda to, da to vejo, te izkoristili in bojo oglas, ki sem ga jaz dal za stranko gor, bojo seveda pač obiskovalcu predvajali, obenem bojo pa od konkurence še 5 konkurenčnih podjetij oglase tej isti stranki servirali, ker na koncu bojo tako največ zaslužili. Ja, to pa v bistvu cilj, ki ga vsi zasledujemo v resnici v podjetništvu. Ne? Ja, in razumem, da je pa za uporabnike to zelo velikrat pač moteče. Ampak ja, to je pač preprosto pa posledica tega, da nam je toliko teh stvari pa dejansko na voljo, vsaj kar se tiče financ, brezplačno kot uporabnikom. Plačamo pa seveda svojo pozornostjo in s svojimi podatki. In ti podatki so precej vredni, ne? Ker glede na to, da nas je 8 milijard, po 3 milijone strani v vsakem, to pomeni, da že za strežnike, strošek strežnikov in vsega tega je gromozanski. Ne? In to morajo pač podjetja nekje noter prinesti. In prinesejo pa noter z našo pozornostjo in na koncu s tem, da bomo o njihovih oglaševalcih kupili na koncu, kot uporabniki seveda. To se pravi, v bistvu vsi plešamo en tak krog digitalnega marketinga, kjer se malo izmenjujemo, malo prodajamo, malo kupujemo. Ampak, a imaš ti mogoče kanal ali pa orodje, če govorijo samo o socialnih omrežjih, ki pa se ti zdi, da je trenutno boljši od ostalih, oziroma se ti zdi, da so boljši rezultati tam? Ali je to zelo odvisno od panoge? Jaz prav nočem priporočati samo enega orodja, kot tistega, ki je, ne vem, najboljše. Če gremo malo na ostala področja spet, pride moment, ko od 5 znancev dobiš sporočilo, da ima nekaj zate in na koncu ti vsi koloidno srebro, na primer, prodajajo. Ne? In kar ne bi rešilo čisto vse probleme, to srebro od Atoža. Ne, nisem, ampak se kljub temu super počutim, tako da se tudi brez. In tudi, kar se marketinga tiče, koloidnega srebra, po mojem ni. Za vsako stranko, v tisti fazi, ki je, oziroma za vsako podjetje v tisti fazi, ki je, ni nujno, da bo rešitev med 2 podjetjema, ki sta si podobni, enaka. Preprosto zato, ker vsaj v idealnem svetu so si podjetja med sabo tudi različna. Ne? Se pravi, ne ponujajo enake stvari na enak način enakim ljudem. Ampak
če grejo na tisto, kar smo začela, se vsaj enemu detajlu med seboj ta podjetja razlikujejo. Ne vem, naprimer, podjetja s hitro prehrano so zelo močna, ampak ima vsako nekaj, ki je malo drugačno od ostalih. Ne. In hvala Bogu je tako. In kar pa na koncu pomeni, da se bodo tudi svojega marketinga malo drugače lotevali. Ja. In potem v bistvu iz nekaj, kar na videz zgleda enako, dobimo pač različno zgodbo in mogoče nagovarjajo različne ljudi in se s tem v bistvu tudi malo drugače pozicionirajo na trgu. V idealnem svetu pač to podjetja počnejo. Ja, absolutno je cel kup stvari, ki se pol kopirajo. Imel sem že primer, ko je, pa ni šlo za mojega naročnika, ampak malo širšmo v mizju, ki smo sedeli, stranka od nekoga je imela spletno trgovino, nekdo je pa to trgovino od A do že čist skopiral in na malo drugi domeni prodajal enake stvari. Tudi to se dogaja, ne? Ampak to so prakse, ki so prisotne, na srečo pa to ne prevladuje, tako da to so osamljeni primeri in naj tako tudi ostane. Ne? Ja, absolutno. Ne? Ampak se ti zdi, da lahko en copycat mogoče ali celo premaga original ali pa vsaj vzdržuje na dolgi rok na tak način, da enostavno kopira original. Ali se naslej prej pokaže, da nekaj ne štima. Zanimivo vprašanje. Škaj, v mislih imamo v bistvu bitke pajkic, ne, ki so se dogajali na slovenskem trgu, kjer pa v bistvu je bilo kar precej podobnih izdelkov, ampak nekako niso, čeprav so šli na enak način, nekako niso vzdržali na trgu, oziroma vsaj niso zrasli do te mere kot tisti, ki so bili prvi. Tako da se mi je postavilo vprašanje, a se slej, ko prej copycatu izteče ta momentum? Imaš mogoče kakšen vpogled? Področja pajkic res ne poznam dobro, ne? Lahko tudi izmed pajkic. Vem pa toliko, ne, da je par brendov, ki so izjemno močni, ki imajo tudi zelo prepoznavne obraze v ozadju, vsaj nekateri. In tisto podjetje, ki ima še nek prepoznaven obraz, ja, tam je veliko težje, da ga konkurenca prihti na nek, recimo, malo dvomljiv način. Ne? Lahko se zgodi, kako se je s Teslo zgodil, ne? Kjer je zdaj Musk pač izpostavljen tako, kar je, prodaja padla preko vseh razumnih meja. Ampak, če govorijo pa samo o poslovnih praksah, pa tam, kjer imaš ti nekak močno blagovno znamko, kjer v teh primerih, kar se pajkic tiče, velikrat podprta še z neko osebo, z nekim obrazom, je to težko. Ampak, če pa pač nekdo pride, bo seveda pogledal, kaj je konkurenca počela. Ne? In s tem ni nič narobe. Ne? Če ti pogledaš, kaj je za konkurenco deloval, ja, ok, prav, poglej, ampak daj pa to stvar pa po svoje naredi. Ne? Če ugotoviš, da, ne vem, če ostaneva pri pajkicah, če za konkurenco deluje, da imajo pač zabavne videe, da se nekdo izpostavlja in da pač to s svojim obrazom promovira, ja, tudi ti to naredi, ampak komuniciraj pa mogoče malenkost drugače, kot je ta. Ja, na nek svoj način. Ne? Tako. Mogoče. In to je pa v bistvu ja, čist v redu zadeva. Jaz v tem ne vidim nič spornega, ker na koncev pa bo pa tako, da se pa potrošnik odloča. Ne? In potrošnik ima pa v našem primeru več ali manj zmeraj prav. Ja, bi rekla, ja. Ima pa tudi poln feed na Instagramu, tako da vprašanje, kam bo potem ta odločitev šla. Ne? Ja, feed bo imel poln v vsakem primeru, ne? In mogoče so boljš, da ga ima s tistim, kar ta trenutek išče, kakor pa dobiva, ne vem, oglase za, ne vem, rože. Za rože, če kupuje avto ta trenutek. Ne? Zanimivo, ja. Miha, najin čas se počasi izteka, da jaz bi te v bistvu prosila za eno tako zaključno misel in sicer, če bi ti od tega najnega pogovora našim poslušalcem rad izpostavil eno najpomembnejšo stvar, ki naj si jo res zapomnejo, kaj bi to bilo? A sta lahko 2 ali pa 3? Lahko. Prva je ta, da
ko začenjate oziroma ko se odločate za neko aktivnost, ja, dajte pogruntati, o čem ste drugačni od ostalih. In to tudi komunicirajte. Vse mogoče v prvo ne bo ratalo, mogoče boste v prvo lotili se komunicirati nekaj, kar ni bila ta prava stvar, ni pritegnila potrošnikov, ampak ponovite zadevo, ne? To je prvič. Podobno pa ravnajte tudi pri samem oglaševanju, ne? Oziroma pri komunikaciji. Probajte eno stvar in šele, ko ste prepričani, da stvar ne deluje, pa idete v nekaj novega. Ne? Se pravi, da poenostavim, testirajte različne pristope, testirajte različna sporočila, ker kot potrošniki smo preobremenjeni, imamo veliko informacij, ampak na koncu, če imate pa dober izdelek, boste pa najdeli tudi način, kako ga do potrošnikov spraviti in kako ga bodo potrošniki sprejeli. To bi bilo to, če s čim manj kompliciranja. Odlično. Miha, hvala ti za čas. Ana, hvala.